Zdravo, moje ime je Jan in to je Excel za začetnike 4. del. Tokrat si bomo gledali funkciji sum in average. Funkciji, ki se uporabljata praktično povsod. Kot v prejšnjih videih si lahko datoteko, s katero bomo delali, prenesete iz Google Drive-a. Poglejmo si najprej list z imenom račun 1. To je torej nek izmišljen račun z raznimi računalniškimi komponentami. Na vsakem računu so podani artikli, količina, cena in pa tudi znesek skupaj. Zato bomo uporabili funkcijo sum, ki smo jo dejansko že prej uporabljali. In sicer, ko smo šli pod zavihek osnovno, skupino urejanje in smo izbrali samodejna vsota, ki nam je seštela vse celice zgoraj. Če stisnemo Enter, se nam prikaže znesek tukaj. Kaj pa, če se recimo polje za plačilo ne nahaja direktno pod zneski? Lahko bi napisali je enako celica D13 plus D14 plus D15 plus D16 in pritisnemo Enter. Zneska se seveda ujemata. Pa si poglejmo na listu račun 2 še to seštevanje na malo drugačen način. In sicer s funkcijo sum, vendar ne samodejno vsoto. Ampak si poglejmo najprej, kako povemo Excelu, da naj nekaj naredi. Če napišemo celico 5 plus 5 in stisnemo Enter, se ne zgodi nič, ker Excel ne ve, da mora to sešteti. Če pa napišemo je enako 5 plus 5, nam Excel kot kalkulator izračuna znesek. Pa v celici D17 povemo Excelu naj nekaj naredi. Bomo ustavili funkcijo sum, S-U-M, pa ga izberemo. Da nam bodo zadeve malo lažje, si tu nad imeni celic prikažemo pogovorno okno za vstavljanje funkcij. Tale fx. Odpre se nam pogovorno okno z argumenti funkcije. Tako nam bo vstavljanje veliko lažje, kot pa če bi delali to na roko. Kliknemo v polje število 1 in izberemo našo prvo ceno. Nato se premaknemo v polje število 2 in izberemo drugo. Število 3, tretje, število 4, četrto in stisnemo v redu. Povadimo še enkrat funkcijo sum v polje G12. Napišemo je enako sum, sum. Spet si odpremo pogovorno okno z argumenti funkcije, vendar bomo tokrat označili območje, ki ga naj sešteva. Ko stisnemo v redu, vidimo, da sta zneska enaka. Obstaja pa seveda še eden način. Pa zbrišemo G12 in napišemo spet funkcijo sum oklepaj in pa brez da bi odprli pogovorno okno z argumenti, označimo območje seštevanja in pišemo zaklepaj ter Enter. Vrnimo se še enkrat na list račun 1, pa pobrišimo znesek v D17. In poskusimo tudi tokrat zračunati s funkcijo sum. Sum, oklepaj. In tukaj pod funkcijo vidimo obliko, ki je ta funkcija zahteva. Torej, za oklepajem zahteva število 1, ki ga naj sešteva. Pa kliknimo na D13. Nato zahteva za razmejitev med številom 2 podpičje. Nato lahko izberemo celico D14, podpičje, D15, podpičje in pa D16. Zaključimo pa vedno z oklepajem in Enter. Vsi ti načini so prav in enaki, katerega uporabljamo, je pač odvisno od situacije, v kateri smo. Funkcijo sum pa lahko uporabljamo tudi med različnimi listi. Recimo, če imamo tu neko prodajno poročilo, ki ga pač uslužbenec da svojemu šefu, zanima ga, koliko je prodal artiklov po kosih. Popišimo spet sum, oklepaj, pa da nam bo lažje si odprimo argumente funkcije. Nato kliknemo na želeni list, torej račun 1, in pa seštevamo količine. Nato kliknemo v polje število 2 in seštevamo količine na računu 2. Ko kliknemo v redu, se nam bo prikazalo, koliko kosov smo prodali. Na isti način lahko izračunamo celoten znesek naše prodaje. Zdaj si pa poglejmo še funkcijo average. Ta funkcija računa povprečje nekega danega območja. Zanima nas zaključna ocena posameznega predmeta. Dobimo jo tako, da seštejemo vse ocene in jih delimo za število ocen. Torej, če seštejemo je enako oklepaj
test 1 plus spraševanje 1 plus test 2 plus spraševanje 2, zaklepaj in delimo za število ocen, torej 1, 2, 3, 4. Deljeno za 4. Dobimo, da zaključna ocena za matematiko 4. Podobno kot smo v prejšnjih videih izračunali samodejno vsoto, lahko izračunamo tudi povprečje. Če gremo v traku pod osnovno skupino urejanje, ampak ne kliknemo na samodejno vsoto, ampak na puščico zraven, lahko izberemo tudi povprečje. S klikom pa lahko spremenimo območje, za katerega računamo povprečje. Zračunamo še na tretji način zaključno oceno za biologijo. Pišemo je enako in pa average, se nam že ponudi spodaj, pa si odprimo spet pogovorno okno z argumenti funkcije. In isto kot prej pri funkciji sum izberemo število 1, število 2, število 3 in pa število 4. Še lažje pa je mogoče napisati funkcijo, oklepaj, in preprosto izbrati območje, za katerega želimo, da nam izračuna povprečje. Kot vse druge funkcije lahko tudi average prenesemo na druge celice. Pa izračunajmo še celoten uspeh za moje ocene. Napišemo torej je enako average območja zaključnih ocen, zaklepaj. Obstaja še hitrejši način za izračunavanje sum in pa average funkcije. Samo označimo območje, ki ga želimo seštevati, in se nam v desnem kotu izpišejo lastnosti tega območja. Vidimo, da je povprečje 182 in vsota 728. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste se naučili kaj novega. Naslednjič pa pride na vrsto preverjanje znanja. Samo en kratek preizkus, da sami vidite, koliko ste se uspeli naučiti s temi videi. Če vam je bil video všeč, ga seveda delite s tistimi, ki mogoče teh znanj ne obvladajo tako dobro, kot jih zdaj vi. Ne pozabite se naročiti na kanal in spremljati moje Facebook strani, kjer objavljam exclusive behind the scenes slike.